Dober dan Slovenija, evola, pa se spet malo javljam z Karibov, tokrat ne iz sončnih Karibov, ampak z deževnih Karibov, tako da tudi to imamo pri nas, ja, ne samo lepo sonce in lepe tropske plaže, tudi deževne dneve imamo. Skratka, in danes jaz vidim, to so idealni pogoji, da z vami podebatiram o sreči oziroma veselju, a ne? Skratka, idealno zame bi bilo, oziroma moje mnenje je, da ne potrebujem pogojevati svoje sreče oziroma veselja. Skratka, ne glede na to, kaj se dogaja, kakršnakoli situacija ali človek, nobenemu in nikomor ne dovolim, da poruši to mojo notranjo srečo ali veselje. Ampak realno stanje je, da še vedno večkrat padem, verjamem, da tudi ti padeš večkrat, izven te cone veselja. A ne? Zdaj, pomembno je pri tem, koliko časa sem zunaj. A je to en dan, ali je to pol dneva, ali je to 1 uro, 5 minut, minuto, koliko časa sem jaz iz te cone, bi temu rekel, veselja in sreče. In to je tisto, kar šteje. In zelo, zelo pomembno, kar jaz opažam je, da smo hvaležni. Da sem hvaležen za to, kar imam. Ne, da v bistvu stremim vedno več in več in da sem zaradi tega razočaran sam nad sabo, ampak da sem hvaležen za to, kar imam. In to je to. In da znam v tem uživati. Skratka, da to, karkoli imam, da mi to zna pričarati nasmeh na obraz. Pa ne samo to, kar imam, ampak da iz nič znam biti srečen in nasmejan. Pa ne samo na obrazu, ampak tudi not v srcu. To je tudi tisto, ki je zelo, zelo, zelo pomembno. Okay? In če imaš težave pri tem, da nisi toliko v tej coni sreče in veselja, kakor bi želel biti, piši mi na zasebno sporočilo in bova midva se pogovorila, pa da vidva, kako tudi te pričarati več sreče in veselja v življenju. Okay? No, do takrat pa srečno in lep dan še naprej. Čau!